Lepo pozdravljeni. No, danes se bomo malo posvetili sajenju asimine. Asimina ima kar nekaj težav. Namreč tista glavna težava oziroma napaka, ki jo ljudje velikokrat naredijo pri sajenju asimine, je ta, da koreninska gruda razpade. Se pravi, asimine morajo biti vedno gojene s koreninsko grudo. Ob presajanju moramo pa paziti, da korenin ne poškodujemo. Vkolikor jih poškodujemo, tiste debelejše korenine, jih je obvezno s škarjami prikrajšati do zdravega dela. Druga stvar je pa tudi ta, da se asimine, če jih sadimo v zelo težko glinasto ilovnato zemljo, je zelo pomembno, da se zemljo dobro razrahlja in pa da se zemlji doda sredstva, ki zemljo rahljajo. To je recimo kakšna kokosova vlakna, kakšen dober domač kompost, lahko dodamo tudi nekaj peska. Skratka, asimina ima rada bolj humusno, ilovnato, peščeno zemljo, v glinasti zemlji slabo raste oziroma sploh ne raste. Druga stvar je ta, da velikokrat asimine, ki so sajene spomladi ali jeseni, kasneje odženejo mogoče celo nekje drugo polovico maja ali pa potem celo meseca junija. V tem primeru seveda asimin potem ne izkopavamo ven. Asimine bodo odgnale, ukolikor ni prišlo do kakšnih drugih težav, le da bodo odgnale nekoliko kasneje. Seveda po sajenju asimino lahko tudi prikrajšamo oziroma je zelo priporočljivo, da jo prikrajšamo nekje na kakšen meter, cirka meter višine. Na ta način se bo tudi bolje obrasla. Tule vidimo sadiko s predčasnimi poganki, ki jih seveda tudi lahko prikrajšamo na vegetativni oziroma na listni brst. Po sajenju je tudi pomembno, da prvo leto oziroma prvi 2 leti potrgamo tudi vse cvetove. Cvetovi bi tudi sadiko izčrpali, zato je zelo pomembno, da jih že ob sajenju poberemo oziroma jih poberemo takrat, ko zacvetijo. Asimine naj rodijo šele 3. leto, tiste prve plodove. V nasprotnem primeru rastlino izčrpamo in tudi se bo ustavila v rasti. Kar je še pomembno, je tudi to, da jih ne sadimo na mrazišča, se pravi tipične nesadjarske lege, kjer lahko seveda tudi pozebajo. Zato je priporočljiva lega za asimine so tople lege, zavetne lege. Zimski mraz načeloma preživijo, problem pa znajo biti potem spomladi ali pa v tistem obdobju, ko je drevo v soku, mlado drevo oziroma sadika, in potem seveda sadika lahko tudi normalno v tem času, ko je v soku, pozebe, ker pač ni več toliko odporna kot v zimskem mirovanju. Po sajenju moramo zelo paziti, da asimine redno zalivamo. Hvaležne bodo za zastirke, organske zastirke iz lubja, lahko je tudi iz žaganja, da zemljo celo nekoliko zakisajo, rade imajo tudi nekoliko kiselkasto zemljo. V tem primeru, ko vidimo, da sadimo v ilovnato zemljo, je že v osnovi ni preveč bazična. Tu je treba le paziti, tale naša zemlja je nekoliko težja, ampak se je s časoma, z leti, ko smo dodajali veliko organske snovi na vrt, že toliko zrahljala, da najverjetneje v tej zemlji ne bo težav. Kasneje pa seveda asimino lahko obrezujemo ali pa pustimo tudi, da prosto raste. V tem primeru bo naredila tako lepo piramidalno krošnjo. Če pa jo že režemo, se je treba pa res ravnati, bi rekel, rezi. No, kar se pa rezi asimine tiče, pa je predstavljeno v drugem članku o rezi asimine. Ob upoštevanju vseh gojitvenih zahtev asimine boste prve plodove obrali nekje 3. leto. Moje ime je Primož Brezovec, veseli me, da vrtnarimo skupaj. Če so vam nasveti na zelenem svetu všeč, vas vabim, da se prijavite na redne tedenske novice na portalu Zeleni svet. Lahko nas spremljate tudi na YouTube kanalu ali na Facebooku.